Britansko-izraelski akademik Alex Sinclair je bil po lastnih besedah šokiran, ko so ga izraelski policisti pridržali, ker je nosil kipo, pokrivalo za glavo, na katerem sta bila izvezena izraelska in palestinska zastava. Odvedli so ga iz kavarne, kjer je sedel blizu svojega doma v Modinu v osrednjem Izraelu, mu ukazali, naj izroči svojo kipo in ga dejansko zaklenili v celico. Predmet so mu vrnili, kot lahko vidite tukaj, vendar je bil del s palestinsko zastavo izrezan. Zdaj je ta nenavaden primer pritegnil domačo in mednarodno pozornost, še posebej potem, ko je Sinclair podrobnosti delil na družbenih omrežjih. A zdaj, še vedno odločen v iskanju dialoga, je svojo staro kipo zamenjal z novo in palestinsko zastavo pustil na njej. In z nami je dr. Alex Sinclair, pisatelj in izobraževalec, ki se nam pridružuje iz Modina. Hvala, da ste z nami. Poglejte, verjetno ste bili šokirani zaradi vpletenosti policije v to zadevo. Ampak predstavljam si, da vam je ta kipah že prej pritegnil, recimo, negativno pozornost. Če lahko opišete nenavadno situacijo, v kateri ste se znašli, in svojo motivacijo, zakaj jo nosite. Seveda, najprej hvala, da ste me povabili. Vesel sem, da lahko sodelujem v pogovoru. Mislim, da je prva stvar, ki jo moram povedati, da poudarim, da sem cionist. Sem nekdo, ki je odraščal v kraju, o katerem ste pravkar imeli odlično poročilo. Odraščal sem v Londonu. V Izraelu živim že od leta 1997. Preselil sem se v Izrael z enim krajšim obdobjem v Združenih državah vmes, ampak živim tukaj. Sem cionist. Imam 3 otroke, ki so vsi trenutno v vojski. In to je kraj, ki je moj dom, ki ga imam rad in v katerem sem se odločil živeti. In zato mislim, da je vse, o čemer bova zdaj govorila, res pomembno, da razumete, vi in vaši gledalci. To počnem kot ponosni Jud in kot nekdo, ki verjame v to državo, ki se je odločil tukaj živeti in želi, da ta država uspeva in cveti tudi v prihodnosti. Sem cionist, ker verjamem, da so Judje narod. Verjamem, da imajo Judje pravico do samoodločbe v tem delu sveta, v domovini svojih prednikov. In res rad sem del te zgodbe. Nosim kipo. Kipo nosim že mnogo let. Nisem odraščal z nošenjem kipe. Začel sem jo nositi, ko sem bil v svojih 20-ih. In nošenje kipe mi je bilo vedno težko, ker sem poleg vsega tega tudi politično na levici. In ko hodiš po Izraelu, te nošenje kipe pogosto poveže z določenimi verskimi in političnimi stališči, ki pa niso moja. Tako sem se dolga leta spraševal, kako naj še naprej nosim kipo, izvajam ta judovski običaj, ki se mi zdi resnično pomenljiv in močan na verski in duhovni ravni. Ampak to počnem na način, ki me ne povezuje z verskimi in političnimi pogledi, ki res niso moji in jih imam za problematične. Zato sem prišel na to idejo. Kot lahko vidite, tukaj je, kot imate na zaslonu, tukaj je nova in tukaj je stara, ki ste jo prej tudi pokazali. Zato sem prišel na to idejo in, glej, imaš prav. Nisem naiven in razumem, da je palestinska zastava za nekatere, za mnoge Izraelce morda, simbol, ki ga je težko videti. Tako da glede tega nisem naiven. In mislim, da je pomembno, da hkrati sprejmemo več resnic. Resnica številka 1, ja, obstajajo Palestinci, ki mahajo s to palestinsko zastavo in me želijo ubiti, ker sem Izraelec, ker sem Jud, ki želijo uničiti državo Izrael. Obstajajo Hamas, islamski džihad, ljudje, ki korakajo pod to zastavo, ki so 7. oktobra mahali s to zastavo, ki nas želijo vse uničiti, ki želijo uničiti to državo. In kot sem rekel, me želijo ubiti zgolj zato, ker sem Izraelec ali ker sem Jud. Hamas je moj sovražnik. Hamas je moj sovražnik, za katerega verjamem, da ga je treba uničiti in s katerim v prihodnosti ne bo sobivanja. To je prva resnica. In druga resnica je, da so tudi Palestinci, za katere je to zastava, s katero se čutijo povezani, ki želijo živeti v miru z nami in ki želijo sprejeti tudi našo pravico do življenja tukaj. Zdaj, so te Palestinci, ki si želijo miru, trenutno v manjšini. Ponovno, nisem naiven. Ne poskušam nekako prikazovati, da smo v nekakšni poljani situaciji. Torej, so Palestinci, ki si želijo miru, očitno trenutno v manjšini, vendar obstajajo. In reči, da ne obstajajo, je po mojem mnenju tako empirično napačno,
kot tudi strateško nespametno? Torej, to je res dolg odgovor na zelo kratko vprašanje. Vaša poglobljenost v temo je tukaj vredna pohvale. Hvala, da ste bili z nami in seveda, da ste delili svojo zgodbo. Hvala. V redu, hvala.